Lep pozdrav še enkrat. Zelo sem vesel, da tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor že cepijo zaposlene. Iz te prve pošiljke cepiva zoper COVID-19, ki je včeraj prispela v Slovenijo, bomo uspeli pocepiti tudi del zaposlenih v zdravstvu. Se pravi tistih, ki spadajo v najbolj rizično kategorijo, zaradi tega, ker zdravijo bolne s covidom. Prihod cepiva zoper covid v državo lahko primerjamo s prihodom gasilske ekipe na prizorišče požara. Prve ekipe, za katero se zavedamo, da še ne bo mogla pogasiti celotnega požara, lahko pa začenjajo varovati tiste dele pred požarom, ki so najbolj ogroženi. In v naslednjih tednih potem pričakujemo prihod vsak teden še nemočne gasilske ekipe, dokler z njihovo intervencijo oziroma z intervencijo preko cepljenja epidemije ne bomo zaustavili in preprečili širjenje koronavirusa. Zdaj, moj obisk tukaj v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je tudi simbolični izraz zahvale vsem, ki od marca dalje v slovenskem zdravstvu v prvi bojni liniji bijejo najtežji boj z epidemijo. Iskrena hvala vsem. Brez njih bi bil položaj še bistveno težji. Vsem skupaj želim, da si čez teh nekaj prazničnih dni, še ki so pred nami, odpočijajo in ustvarijo tudi določene rezerve za popraznični šok, ki ga pričakujemo. Želimo si, da bi bil čim manjši, vendar se zavedamo, da bo delna sprostitev gibanja, mešanje med tako imenovanimi mehurčki, dalo določeno število okužb, ki bodo statistiko v začetku januarja povečali, in iz že tako utrujenega zdravstvenega sistema moramo za takrat iztisniti še nekatere dodatne rezerve. Glede na to, da je danes prvi dan, ko po celotni Evropi cepimo zoper covid, na tem mestu tudi priznanje Evropski komisiji, ki je uspešno ne samo v sodelovanju z evropsko in ameriško znanostjo zagotovila še v letošnjem letu prve odmerke učinkovitega cepiva, ampak je tudi poskrbela, da se to cepivo po Evropi enakomerno, enakopravno distribuira in da se tokrat ponovno, tako kot takrat, ko smo glasovali za vstop v Evropsko unijo, vsi Slovenci počutimo enakopravne Evropejce. Toliko, hvala lepa, če še kako dodatno vprašanje. Zdaj, ta naložba je v nacionalnem programu za okrevanje ena od prioritet in naredili bomo vse, da bo v naslednjih nekaj letih ta program izpolnjen. Ne samo v Mariboru, ampak širom po Sloveniji, kjer bodo dodatne zdravstvene kapacitete zgrajene praktično v vseh slovenskih regijah. Ja, včeraj smo po vseh kriterijih glede na načrt sproščanja kot država stopili iz črne v rdečo cono, kar pomeni, da se je situacija malenkostno izboljšala, je pa še vedno izjemno resna. Sicer je bilo možno
upamo, da ne samo začasno, zdaj nekatere manjše omejitvene ukrepe za naslednji teden sprostiti, mislim na frizerske salone, tržnice s hrano in tako naprej. Kaj več pa ta prehod v bistvu ne dopušča. Zdaj večji korak v pozitivno smer bi bil prehod v oranžno cono, kjer je potem možno določene stvari sproščati tudi v tistih regijah, ki so boljše. Ampak do takrat moramo pozdraviti v povprečju vsaj še nekaj 100 bolnikov, ki zdaj zasedajo bolnišnične kapacitete za covid bolnike. Pa število okužb v povprečju v zadnjih 7 dneh se mora spustiti po 1000, zdaj smo še nekaj 100 nad tem. Ampak kot že rečeno, zdaj glavno tveganje je rezultat večjega širjenja, večjega gibanja, večjih stikov v času praznikov, kjer so nekatere omejitve delno sproščene. Mi smo sredi decembra na sestanku z direktorji vseh zdravstvenih ustanov oziroma vseh bolnišnic v državi vse prosili, če lahko za ta čas skušajo zagotoviti 30-odstotne rezerve. Rečeno je bilo, da so to verjetno nemogoči odstotki. Se pa vsi trudijo in tudi danes tukaj smo slišali, da so vložili velike napore v to, da bi mogoče nekaj teh rezervnih kapacitet vseeno zagotovili. Zdaj, kar se tiče šolstva, je pač to ena od prioritet. Še posebej je prva triada, šole za učence in dijake s posebnimi potrebami tako ali tako, ampak tudi za osnovne šole prvo triado in za vrtce. Je pa prezgodaj danes za odgovor, ali bo ta sprostitev oziroma povratek v šolske klopi za njih možen 4. januarja ali ne. Vlada bo o tem odločala sredi prihodnjega tedna, ko bomo imeli bolj natančne številke in bolj natančne prognoze za naprej. V vsakem primeru bomo pred začetkom ponovnega obratovanja vrtcev in šol v prvi triadi skušali zagotoviti hitro testiranje za vse zaposlene. Pričakujemo, da bodo vsi deležniki v zdravstvu, v šolstvu do takrat sposobni dogovoriti neko skupno izjavo o tem, da se bodo priporočila Inštituta za javno zdravje upoštevala, da bo šolstvo izvedlo potrebno reorganizacijo v smislu zagotovitve zadostnega prostora na posamičnega učenca, pouka tako, da ne bo prihajalo do mešanja razredov in še vrsto drugih ukrepov, ker smo imeli težave jeseni. Ob vseh teh ukrepih, ob vsem tem dogovoru, ob neki zavezi vseh pristojnih, od sindikata do ravnateljev in tako naprej, bi bilo tveganje ob epidemiološki sliki, ki bi se izboljševala za odprtje šol v začetku januarja, mogoče sprejemljivo. Ne vemo pa še, ali je to 4., ali je to 11., ali je to sredina januarja, vse je odvisno predvsem od številk, ki jih bomo beležili v smislu okužb in zasedenosti zdravstvenih kapacitet v prvem tednu po praznikih. Tisto bo ključni indikator. Zdaj tukaj, glede na vse te zaplete, ki so pa slabo voljo, ki je bila v zadnjih dneh glede smučišč, prvič povem, da je bilo odprtje smučišč v decembru pred prazniki začasno, da je bil to paralelen ukrep z odpravo omejitev gibanja na občino v nekaterih regijah, da to ni veljalo v vseh regijah. Tam, kjer je obstajala zapora na občine, obratovanje smučišč tako ali tako iz ekonomskih razlogov pač ni imelo smisla. Da je bilo jasno povedano, da v času praznikov je potrebno tudi s tem, da se odpovemo določenim stvarem in smučanje je pač nadstandard, ki si ga vsi želimo, vendar pa to ni ista prioriteta kot šolstvo, vrtci ali tako naprej. Skratka,
Povedano je bilo naprej, da bomo želeli, da bomo z omejitvami v času praznikov skušali pridelati dovolj rezerve, da bomo lahko po praznikih odpirali vrtce in šole in tisto, kar je pač ključno za normalen potek življenja. Tako da tukaj še enkrat apeliram na razumevanje. Na koncu, ko beležimo okužbe in ko beležimo število zasedenih zdravniških postelj, veste vseeno, ali se nekdo okuži v šoli ali v vrtcu in tako naprej. Isti problem je to na koncu in tukaj je pač vlada mora upoštevati prioritete v smislu tega, kaj je za družbo bolj pomembno in kaj je manj pomembno. Kot kompenzacijo, glede na to, da vsi potrebujemo svež zrak, si želimo seveda tudi rekreacijo in tako naprej, smo po dolgih razpravah potem odpravili to omejitev gibanja za posameznike in za družine, ko gre za sprehode, ko gre za rekreacijo ali za individualne športne aktivnosti v naravnem okolju. Tukaj pač omejitev na občine ne velja, vsak se lahko za te potrebe giblje znotraj regije. In to je v bistvu nekaj, kar omogoča gibanje bistveno več ljudem, kot pa zgolj odprtje smučišč. Tudi tukaj je pač treba pretehtati, koliko kakšen ukrep koga omejuje in koliko komu pomaga. Tako da tukaj še enkrat apeliram na treznost. Če ne bo dovolj rezerv, ne bo možno odpreti vrtcev in šol, glede na to, da imamo zelo resno epidemiološko situacijo. V Evropi, večina držav v Evropi ima zaprta smučišča, pa ima boljšo epidemiološko sliko in večje rezerve v zdravstvenem sistemu. Tako da ta provokacija s krvavcem je bila popolnoma nepotrebna, škodljiva in seveda tisti, ki ne spoštujejo ukrepov, si tudi ne zaslužijo subvencij za nadomestilo izpada prihodkov v času epidemije.